Bitcoin je ravnokar naredil križ smrti, no po spletu, po socialnih omrežjih prevladuje na račun tega kar velika panika. No, mi si bomo zdaj v tem videu ogledali, kaj to dejansko pomeni. Lep pozdrav, dobrodošli v novem videu. Lepo je biti nazaj. Ravno ko smo dobili neko gibanje, prejšnji teden nisem mogel objaviti, ker sem imel kar nekaj tehničnih težav. No, te sem zdaj v večini odpravil, sigurno se bo našla še kje kakšna, ampak gremo s polno paro naprej. Tako da predlagam, da se kar potopimo v grafe. In smo na Bitcoin dnevnem grafu. To imamo Bitcoin napram dolarju in to je graf Bitcoin All Time History, kjer nam prikazuje prav celotno zgodovino Bitcoina. No in kje internet zadnje čase zaganja paniko? To je pri temule. Vidite tukaj tale križec? To je križ smrti. To se zgodi, ko 50-dnevno povprečje gre in prečka 200-dnevno drseče povprečje od zgoraj navzdol. In tako dobimo tako imenovani križ smrti. Zdaj to je medvedji vzorec, ampak moram reči, da ni toliko zanesljiv zaradi tega, ker je iz drsečih povprečij. In tile indikatorji ponavadi malček legajo, oziroma, če se izrazim slovensko, to je zelo zapozneli indikator. In ponavadi, pol bomo tudi pogledali nazaj, ko se zgodi tale križ smrti, imamo bikovski tek, oziroma rast v ceni Bitcoina, torej čisto nasprotje. To je v bistvu še ena zanimiva stvar, kar se tiče nasproti napram večini. Več ljudi kot nekaj opaža, več ljudi, ko nekaj objavlja na internetu, več je možnosti, da se zgodi ravno nasprotno. Dajmo si najprej pogledati, kaj se je dogajalo tukaj zadnje čase. Tukaj, kot vidimo, smo imeli dvojni vrh, tako smo imeli en vrh, ta drugi vrh in potem smo imeli tale veliki spust. Zdaj, kar mislim, da se dogaja, je, da delamo tukaj zdaj nasprotje, dvojno dno in to je bikovski vzorec, ampak to bo treba še malček počakati, po mojem je še nedokončan. Neckline mejo imamo tukaj na 60 do 61 tisoč. To je zdaj kar zelo pomembna meja, tudi zaradi teh povprečij, ki se nahajajo točno v temle območju. Torej imamo 50-dnevno drseče povprečje in 200-dnevno drseče povprečje, ki se nahajata v tem območju. In kar hočem zdaj jaz videti, to govorim o scenariju za bike, je, da gibanje cene premaga tole mejo in ti dve drseči povprečji in se na njih naredi podpora. No in potem naslednja meja za bike bi bila tale tukaj, okoli 65 tisoč. To je tudi naša neckline meja tegale dvojnega vrha tukaj. Dajmo si pogledati še malček večjo sliko, tole bom zbrisal, da nas ne bo motilo. Če se morda spomnite iz prejšnjega videa, sem jaz izrisal sledeči vzorec. Povezal sem vse tele vrhove, tako. In na to sem povezal še dna, tako, kar več teh zadetkov v tole spodnjo linijo. In bojazen pri temule padcu, ki smo ga imeli prejšnji teden, je bila, da bomo izgubili tole spodnjo mejo. No, ta meja se je zdaj obdržala, tako da možnost, da se tale bikovski vzorec izvede, da se dejansko izvede, no ta možnost še vedno je na mizi. Tako da, če se ta vzorec izvede iz te dolge konsolidacije, potem imamo možnost tudi, da dosežemo 90 tisoč, morda tudi 100 tisoč. Če pa temu ne bo tako, če bomo tukaj zdaj zavrnjeni od tele meje 60, 61 tisoč, pa od tehle drsečih povprečij,
no potem je tudi velika možnost, da končno izgubimo tole spodnjo mejo in validiramo tale vzorec. Naslednja meja je potem na 50-51 tisoč in če ta meja ne bo vzdržala, je potem naslednja meja tukaj na 40 do 42-43 tisoč. No, dajmo si zdaj malček pogledat še tele križe smrti v preteklosti, ki smo jih imeli. Tukaj smo imeli enega in tukaj se dejansko vidi, kako je to zapozneli indikator, zaradi tega, ker ko smo imeli tale križ smrti, smo izredno lepo zrasli. Nato smo imeli še zlati križ, ki je še potrdil rast. Zdaj, pri zlatem križu je tudi treba paziti, lahko se takrat zgodi tudi nasprotje. Pa če gremo še malček nazaj, da pogledamo, tukaj smo imeli en lep zlati križ, en manjši padec, nato rast in potem velik padec. Naredili smo podporo na 200-dnevnem drsečem povprečju in od tega smo se izredno lepo odbili. Zdaj, tukaj mislim, da je en križ smrti, ki se je izredno lepo izpeljal. To je tale tukaj. Po njemu smo imeli kar velik padec, potem smo se konsolidirali in malček zrasli in potem smo se spet odbili. Tokrat smo se odbili od podporne meje tegale 200-dnevnega drsečega povprečja in od tam naprej smo samo padali. Tako da ta se je zelo lepo izvedel. No, tukaj je en primer, kar sem mislil tudi glede zlatega križa, ko smo ga imeli in na to smo kar lepo padli. Potem je bilo tole obdobje tukaj 19. junija 2021, ki je v bistvu tale križ smrti skoraj da napovedal, da smo že dosegli dno. Malček smo še padli, ampak malo zatem smo dobili rast in smo dosegli tale vrh. V takratnem videu sem tudi opozarjal, da imamo tukaj le padajoči klin, ki je bikovski vzorec in da je velika možnost, da bomo šli gor, pa mi tak nihče ni verjel. Tako da ja, tile križi smrti in zlati križi so večinoma bolj indikatorji za nasprotje. To je tudi bolj iz razloga zaradi tega, ker jih vsi opazijo, so lahki za opaziti, zelo lahko je tudi to za naštimati gor na grafu in potem seveda se to tudi razširi po internetu in po socialnih omrežjih. No, in potem na presenečenje vseh se zgodi točno nasprotje. Je pa precej bolj zanesljiv, kot sem gledal, na 3-dnevnem grafu. Tukaj vidimo, smo imeli zlati križ, od katerega smo potem dobili veliko rast. Potem smo dobili križ smrti tukaj 16. maja 2022, od katerega smo tudi dobili izredno velik padec. Če gremo še malček nazaj, tukaj smo imeli zlati križ, to je bilo 30. julija 2019, sicer smo se še kar nekaj časa konsolidirali naprej, ampak potem, ko se je pognalo, smo dobili vso tole ogromno rast. In mislim, da je še eden prej, ja, tukaj smo imeli še en križ smrti, to je bilo na četrtek, 15. novembra 2018 in na račun tegale križa smrti smo tudi dobili kar konkreten padec še dol. Tako da na 3-dnevnem grafu, tukaj imamo še enih par, tukaj imamo zlati križ, poglejte, kakšno rast smo dobili od njega gor, to smo imeli samo malček, da vam prikažem. Torej, tukaj pa do tle smo imeli skoraj 5000% rast. Wow. To je bil torej zlati križ, ki smo ga imeli 3. februarja 2016. To zbrisal, da nas ne bo motilo. Tukaj smo imeli
križ smrti, od katerega smo tudi malček padli, čeprav prej smo že kar precej. Tako da moram reči, na 3-dnevnem grafu so še kar zanesljivi tile križi. Na dnevnem grafu pa niti ne. Zdaj, kaj bo z Bitcoinom? Trenutna slika je kar bikovska, glede na tale vzorec, ki ga trenutno delamo. To je tudi na 3-dnevnem grafu je tale vzorec. Zdaj tukaj opozarjam, zdaj sem opozarjal že v več videih, treba bo tudi spremljati, kaj se dogaja na drugih trgih. In na Patreonu dostikrat tudi spremljamo Nasdaq, tehnološki indeks, in tam stvari trenutno ne izgledajo ravno najbolje. Kriptotrg gre ponavadi vedno v korelaciji z delniškim trgom in dogajanje tam na delniškem trgu se lahko tudi prelije na kriptotrg. Tako da treba je paziti, lahko je trenutna slika bolj bikovska, ampak še vedno lahko dogajanje od drugod zelo vpliva na kriptotrg, sploh na kriptotrg, ker je toliko volatilen. No, če bi radi spremljali še kaj več o tem, kaj se dogaja z Nasdaqom, kot sem že omenil, ga več spremljamo na Patreonu, tako da vas vabim, da se prijavite tam. Trenutno je ta višji paket za Discord tudi še brezplačen, ampak v kratkem bom tole opcijo izklopil, tako da ne pozabiti izkoristiti, en teden dobite brezplačno, nič vas ne stane. In seveda ne se pozabi tudi naročiti na kanal, da bomo skupaj spremljali tole situacijo še naprej. Naj se na tem mestu še zahvalim vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če bi morda tudi vi želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda, kot patron dobite tudi dostop do dodatnih vsebin, s prvim paketom dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kriptotrga, ampak tudi ostale trge, kot na primer delniški trg in trg žlahtnih kovin. S paketom višje pa dobite dostop tudi do Discorda, kjer spremljam kripto tudi na manjših časovnih intervalih, tako da točno vidite, kje kaj spremljam. Poleg tega pa dobite tudi dostop do predogleda kakšnih posebnih videov, ki jih bom kasneje objavil, in to brez reklam. Poleg tega pa imajo patroni tudi dodaten popust na moji spletni trgovini. Ves prispevek do časa nakupa lahko uporabijo kot dobro imetje in nekateri patroni lahko tako celo nakupujejo zastonj. In seveda, ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Tam se je zvrstilo že kar nekaj indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se kaže kar na svečkah, tudi MFI, ki se kaže kar na svečkah, in tukaj je tudi ARI. To je indikator, ki vam kaže, kam na kriptotrgu se pretaka denar. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tej tehnični analizi. Se strinjate z njo, se ne strinjate z njo, ste morda vi opazili kaj drugega? Sem morda jaz kaj spregledal? Kaj si mislite o teh indikatorjih, križ smrti in zlati križ? So zanesljivi ali ne? Vse to mi lahko kar napišete spodaj in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Obeta se še ogromno videov, vsekakor bomo še naprej spremljali cenovno dogajanje Bitcoina, ki je končno ratalo nekako zanimivo. Poleg tega bomo tudi kakšen altcoin obravnavali, tako da ne se pozabiti naročiti na kanal in nastaviti obveščanje, da vas bo YouTube tako o novem videu tudi takoj obvestil. To je to za ta video, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.